Mokrišča so po definiciji površine, kjer je stalno ali pa vsaj občasno prisotna voda, tako na površini ali pa v sami zemlji, se pravi, da je visoka podtalnica. V Sloveniji mokrišča prepoznamo kot neka močvirja, kot nizka ali pa visoka barja, kot rečne mrtvice, poplavne ravnice, potem obrežne pasove rek ali pa obalne predele morja. In to so neka okolja, kjer poteka neka dinamika vodnega vodostaja in zato se oblikujejo specifična življenjska okolja, na katere se potem prilagodijo rastline in pa živali. Značilen primer takega območja, recimo, ki je del leta suh ali pa del leta moker, so recimo mokrotni travniki in pa nizkobarjanske združbe na Ljubljanskem barju, na Cerkniškem jezeru, ob Nanoščici, ob reki Vipavi, ob Muri, ob reki Dravinji, v spodnjem delu Save. Zopet gre tukaj za neko specifično življenjsko okolje, na katerega se prilagodijo živali in rastline in take organizme potem imenujemo specialisti. Največje mokrišče v Sloveniji je Ljubljansko barje, ki nekako meri 160 kvadratnih kilometrov. Na Ljubljanskem barju gre za preplet mokrotnih travnikov, njiv, mejic, gozda, jarkov, ki odvodnjavajo vodo. Najvišja ležeča mokrišča v Sloveniji so recimo na Pohorju, tak primer so Lovrenška jezera ali pa Ribniško Pohorje. Visoko ležeča so tudi na Pokljuki, visoko barje Gorelje. Nekatere fragmente mokrišč ali pa barjanskih združb najdemo pa tudi ob jezerih v Visokogorju, v Juliji. Že samo med metulji najdemo kar nekaj vrst, pri katerih nam že samo ime pove, da živijo na mokriščih. To so močvirski cekinček, barjanski okrček, močvirski pisanček, močvirski livadar. Gre za vrste, ki jih praviloma najdemo na mokriščih. Zanimiva je tudi skupina mravliščarjev, recimo temni in strašnični mravliščar. Gre za dve vrsti metuljev, ki jih najdemo na mokrotnih travnikih, kjer uspeva rastlina zdravilna strašnica. Metulji v samem razvoju nujno potrebujejo prisotnost te rastline, zdravilne strašnice, poleg tega pa tudi prisotnost določenih vrst mravelj. Ti dve vrsti metuljev, kot tudi ostali mravliščarji, del svojega življenjskega cikla v obliki gosenice in bube preživijo v mravlišču. In če teh pogojev na travniku ni, potem tudi vrsta tam ne more živeti. Oziroma, če se travnik pokosi v neprimernem času, to je poleti, ko cveti zdravilna strašnica in ko se metulji razmnožujejo, se lahko s to košnjo pravzaprav uniči celotno populacijo in povzroči izumrtje v lokalnem okolju. Seveda, rastline so se na želenih mokriščih morale prilagoditi, zato ker so vsaj del leta lahko popolnoma pod vodo, zato so oblikovala neka gobasta stebla ali pa liste, ki dovajajo kisik. Nekatere rastline so oblikovale plavajoče liste, naprimer, ali pa olesenela stebla, da lažje kompenzirajo to nihanje vodne gladine, da rastlina nekako obstane. Imamo seveda tudi potem rastline, ki so v svojem življenjskem ciklu nekako vezane na to nihanje vode in to tudi pogojuje njihovo uspešno razmnoževanje. So tudi nekatere divje orhideje, med njimi je na primer leselova grezovka, ki je redka in ogrožena. Rastlina jo najdemo praviloma na nizkih barjih, tudi na mokrotnih travnikih. Mokrišča so občutljiv ekosistem, zato je najbolje, da jih občudujemo od daleč, da se postavimo nekam ob rob in občudujemo rastlinje in živelj, ki ga tam vidimo. Najlažje ali pa najbolj učinkovito varovanje mokrišč pa je seveda stališče neke kmetijske rabe. Se pravi, da se te površine vsaj občasno pokosi z namenom, da preprečimo njihovo zaraščanje ali pa da teh površin ne nasipavamo ali odvodnjavamo z namenom osuševanja in potem intenzivne pridelave.